Bi preizkusili nekaj divjega, zanimivega in nekoliko drugačnega? Dobra izbira je wakeboarding, kjer se spretnost in moč dopolnjujeta z veliko mero adrenalina. Wakeboarding generally is like snowboarding on the water. It's a mixture of water skiing and snowboarding in the winter. We do a lot of tricks on the water, jump high, fly around, do spins and all that stuff. Ker je za ta šport potrebna prav posebna oprema in infrastruktura, wakeboarderji v Sloveniji še nimajo svojega centra. Zato smo obiskali wakepark v Avstriji, ki je od slovenske meje oddaljen le dobrih 10 minut. Danes smo se zbrali na Wakepark Plansee, Slovenia Nationals 2010 Powered by Joby. To je državno prvenstvo v wakeboardingu v Sloveniji. Nažalost se dogaja tukaj v Avstriji, ravno čez mejo, zaradi tega, ker objekta nimamo še, takega objekta, ki ga vidimo tukaj v zadju, še nimamo v Sloveniji. V bistvu tukaj so zbrani skoraj vsi najboljši slovenski wakeboarderji. Wakeboarding ali vodno deskanje se je razvilo iz deskanja in smučanja na vodi. Najprej so športnike vlekli čolni, z uporabo posebne vlečnice pa se je wakeboarding začel vse bolj razvijati. Not that popular yet, but it's getting more and more popular. We started the cable here last year in 2009 and till this date we had I think about 5,000 different people here, so I think it's getting more and more popular now. V času našega obiska je na Planseeju potekalo že drugo državno prvenstvo v wakeboardingu. Pravila so v bistvu kar dosti enostavna. Imaš na voljo en krog in še malo in pač voziš se v krogu in poskušaš narediti čim več trikov, kar jih lahko. In kako je šlo? Bolj slabo. Slabo? Ja. Pa če smo videli kar nekaj konkretno zanimivih trikov, vse za gledalce. Ja, prej je bilo boljše na kvalifikacijah na prvih dveh. Tako da zdajle sem bil malo pod pritiskom, tukaj smo, da uživamo. Kako pa se ženska znajde tukaj na tem jezeru? Meni je super, mi fantje veliko pomagajo pri treningih, vsakič kakšen nov izziv, vsak dan, kakor pač imam priložnosti trenirati. In kaj so tiste stvari, ki so najboljše pri wakeboardingu? Zakaj se človek odloči početi to? Ja, ne vem, veliko je teh stvari. Že na splošno imam rad bordanje, ne? Čez zimo na snegu, polet pa tudi vikend imamo blizu. Tako da jaz sem se odločil, ker imam pogoje, pa ker me pač veseli, uživamo v samih vožnjah, pa v slajdanju, pa v skokih. Pa mislim, da lahko vsak proba, če mu paše. Fajn je, če imaš malo moči, če si že probal prej bordati na snegu, ampak je tudi če je prvič. In za otroke, in za starejše, za vse. Opremo si pa lahko tukaj tudi posodijo, tako da ni nič, da bi rabili blazno kopalke. Seveda po vodi na vlečenci se da voziti in s smučmi in kneeboardom, to je posebna deska, kjer klečiš, ko klečiš na njej. Potem je pa wakeboard in pa wakeskate. Wakeskate je pa v bistvu bolj podobno skateboardu. Poznamo fante iz urbanih mest, ki se vozijo z deskami, z rolkami. In v bistvu na vodi je tudi tako, brez da si zapet z vezmi fiksno in isto izvajaš trike na vodi. Čeprav na prvi pogled izgleda precej zahtevno, pa wakeboarderji pravijo, da te lahko ta šport povsem zasvoji. Treba je samo zbrati dovolj volje in poguma, da se prvič prepustite čarom wakeboardinga.